Spletni portal Franček, jezikovna svetovalnica za učitelje slovenščine in šolski slovar slovenskega jezika. Vas zanima pomen besede? Ste negotovi, kako bi zapisali ali sklanjali besedo? Potrebujete navdih ali informacije za šolsko delo? Podatek iz slovnice? Nekaj sopomenk? Ali pa vas preprosto zanima jezik? Na voljo vam je nov spletni portal Franček. Franček, ki vsebuje tudi slovnično stran, kje je kaj v slovnici, je spletno orodje, ki je namenjeno vam, osnovnošolcem in srednješolcem. Pozabili nismo tudi na vaše učiteljice in učitelje. Njim je namenjena jezikovna svetovalnica za učitelje. Spletno orodje je v sodelovanju s 23 slovenskimi šolami nastajalo na Inštitutu za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU. Portal Franček učence postopno uvaja v svet slovarjev in slovničnih vsebin ter jih skuša zanje navdušiti. Eden od temeljnih ciljev portala je učence opolnomočiti za uporabo najrazličnejših slovarjev, splošnih, zgodovinskih, narečnih in drugih. Uporaba portala Franček je zelo preprosta. Učenci se lahko na portal prijavijo z uporabniškim računom ali pa le izberejo razred, ki ga obiskujejo. Vsebine so namreč prilagojene 3 skupinam. Učencem od 1. do 5. razreda, učencem od 6. do 9. razreda in dijakom srednjih šol. Na vstopni strani v prazno okence vpišemo besedo, ki nas zanima in o kateri bi radi izvedeli več. Pri zapisovanju besede nam iskalnik tudi sam pomaga, saj nam ob vpisovanju črk ponudi različne besede. Vpišemo na primer besedo otrok. Pod iskalno besedo se prikaže več razdelkov. Večina razdelkov je oblikovana v obliki vprašanj. Ob kliku na vsak posamezni razdelek izvemo najrazličnejše informacije o besedi. Iskanje informacije je tako lažje in hitrejše, saj nam ni treba iskati po dolgih slovarskih sestavkih, ampak poiščemo le tisto informacijo, ki nas zanima. Vprašanje, kaj pomeni ta beseda, ponudi informacije povezane s pomenom besede in vas najbolj neposredno uvaja v rabo slovarskih priročnikov. Če nas zanimajo sopomenke, kliknemo na razdelek Poišči besede s podobnim pomenom. S klikom na razdelek Kako pregibam to besedo, izvemo, kako besedo pregibamo. Pri samostalnikih, kot je otrok, izvemo, kako besedo sklanjamo. Izgovor besede slišimo, če kliknemo na razdelek Kako izgovorim to besedo. Vsako besedo izgovorita sintetizirana govorca, robota Renato in Nadja. Pri nekaterih besedah je dodan še izgovor živega, naravnega govorca. Razdelek, v katerih besedah nastopa ta beseda, prinaša različne frazeme, v katerih se pojavlja beseda in njihovo razlago. Narečno rabo besede s primeri z narečij izvemo v razdelku Kako uporabljajo to besedo v narečjih, ki prikaže veliko pestrost in bogatost narečnega izrazja. Na zemljevidu si je mogoče ogledati, kje tako govorijo. Ob tem se lahko vsakdo izmed vas posname in pošlje posnetek, kako določeni stvari ali pojavu rečejo v njegovem domačem okolju. V razdelku Od kod izvira ta beseda, izvemo, ali je beseda domačega ali tujega izvora in od kod je prevzeta. Kdaj se je beseda pojavila v knjižnem jeziku, izvemo iz razdelka Od kdaj uporabljamo to besedo, ki nas tudi popelje skozi zgodovino besede. Zgodovinski razdelek prinaša informacije iz 4 zgodovinskih slovarskih virov. Pri nekaterih besedah ne bomo našli vseh razdelkov, oziroma bodo ti obarvani sivo, saj za določene razdelke pri posameznih besedah preprosto ni vsebine. Vsebina in prikaz razdelkov sta prilagojena starostni skupini. V najnižji skupini so upoštevane kognitivne zmožnosti učencev od 1. do 5. razreda osnovne šole. Vsebina je osnovnejša in manj zapleteno predstavljena, oblikovanje pa nekoliko bolj igrivo, več je grafičnih in manj besedilnih opisov. Nato se zahtevnost počasi stopnjuje. Vsebina in prikaz za višje razrede osnovne šole ter srednješolce sta kompleksnejša in resnejša. Postopnost je povezana s končnim ciljem opolnomočanja učencev za rabo slovarjev na portalu Fran, kamor vodijo tudi povezave pod vsakim slovarskim geslom na portalu Franček. Učenci ste za uporabo portala Franček motivirani tudi z besednimi igricami,
s posebnim načinom točkovanja, ki najuspešnejšim tekmovalcem prinaša tudi nagrade. Ena od igric je besedoboj, v kateri s slovenskimi literarnimi umetniki tekmujete v besednih igrah, zasnovanih v obliki klepeta. Ob tem pa izveste tudi kako zanimivost v življenju in delu literatov. Na portalu Franček lahko najdemo še 2 povezani spletni mesti. In sicer učencem namenjeno mesto Kje je kaj v slovnici ter učiteljem namenjeno jezikovno svetovalnica za učitelje. Spletno mesto Kje je kaj v slovnici na preprost način prikazuje slovnične tematike in jih povezuje z informacijami drugot na frančku. Posamezna tematika je na kratko predstavljena v izhodiščnem splošnem opisu. Daljša razlaga pa je prikazana z odlomki iz kratkoslovnice, ki je zasnovana za osnovnošolce, in slovnice na kvadrat, ki je zasnovana za srednješolce. Na strani je mogoče najti tudi slovnične vaje za posamezne starostne skupine ter pogoste zapisovalne napake učencev. Drugo povezano spletno mesto je Jezikovna svetovalnica za učitelje, ki je namenjena odgovarjanju na vprašanja, na katera naletijo učitelji pri svojem delu. Bodisi v času priprave na obravnavo jezikovnih tem, bodisi med njihovo obravnavo v razredu. Učitelji v svetovalnici poleg strokovne razlage dobijo tudi napotke, kako lahko določeno jezikovno vednost približajo učencem. Želimo vam veliko radovednih brskanj po frančku.